Pozdravljeni, otroci! Danes se bomo zopet posvečali vodi in raziskovali njene lastnosti. Zadnjič smo s pomočjo poskusov odkrivali, da vodo, ki jo imamo ponavadi v tekočem stanju, lahko z ohlajanjem spreminjamo tudi v trdno stanje in da takšnemu stanju vode rečemo led. Kadar je voda v plinastem stanju, torej kot neka vlaga v zraku, jo s pomočjo ohlajanja prav tako spremenimo v tekočo obliko. To pa smo lahko opazovali na pokrovki posode, ko se je vodna para ohladila, potem se je zbrala v večje kapljice in se tako spremenila v tekočo obliko. Večkrat smo vodo tudi segrevali. Odkrivali smo, da lahko tekočo vodo, ki smo jo imeli v posodi s pomočjo segrevanja spremenimo v paro, ko je voda v plinastem stanju. V rokah ste držali tudi vodo v trdem stanju v obliki kocke, in ko se je ta kocka segrevala v vaši roki, je postala ledena kocka iz trdega stanja zopet tekoča voda v torej tekoči obliki. Brez vode si današnji sodobni človek več ne zna predstavljati življenja. Vodo uporabljamo za zalivanje in namakanje sadja in zelenjave. Vodo uporabljamo za osebno higieno, z njo si umivamo roke, se kopamo ali tuširamo. S pomočjo vode skrbimo za čistočo našega doma. S pomočjo vode peremo perilo, pomivamo posodo, čistimo dom. Vodo pijemo, je najpomembnejša tekočina našega življenja. S pomočjo vode tudi kuhamo. Vodo izkoriščamo tudi za namene športa. Poznamo najrazličnejše vodne športe. Brez vode pa ne bi imeli tudi elektrike. Velik del elektrike namreč pridobimo s pomočjo vode. Takim elektrarnam se reče hidroelektrarne. Druga beseda za vodo je namreč hidra. Kot vidiš, je voda nadvse uporabna snov, ki jo lahko pridobimo iz narave. Le zakaj je temu tako? Vodo torej uporabljamo v mnoge namene. Le kako? Seveda, to je možno zaradi njenih lastnosti. Lastnosti vode bomo danes spoznavali s pomočjo tekoče vode v kozarcu. Tvoja naloga sedaj je, da zaustaviš posnetek in si odideš po kozarec vode, nato pa nadaljuješ z ogledom posnetka. Posnetek in si pripravi kozarec vode, nato z ogledom posnetka nadaljuj. Lastnosti vode boš poskušal ugotoviti s pomočjo vseh 5 čutil, ki jih imamo ljudje. Vodo povonjaj z nosom, z očmi jo dobro poglej. S pomočjo jezika vodo lahko okusiš. S pomočjo kože se vode dotakni. Poskusi vodo tudi slišati. Je to možno? Razmišljaj, kakšna voda je. Razmišljaj, kakšnega vonja je. Ali po čem diši. Pravimo, da je voda
iz pipe sladka voda, v morjih pa je slana voda. Naredi požirek vode in razmisli, če je ta voda v kozarcu res sladka. Ima sploh kakšen okus? Kakšne barve je voda? Je? Lahko določiš barvo vode? Je sploh kakšne barve? Vode se dotakni. Kakšna je? Je vroča? Je hladna? Je mehka? Je trda? S prstom po vodi rahlo zamahni sem in tja. Slišiš kakšen zvok? Kakšen je zvok vode? Voda je zaradi njenih lastnosti torej zelo uporabna snov v našem življenju. Ljudje največkrat uporabljamo vodo, ki je tekoča, torej ta voda v kozarcu, ki si jo opazoval, je bila tekoča. Če si se je dotaknil, si ugotovil, da je mehka. Če si jo poskusil, si lahko ugotovil, da je bila brez okusa. Z nosom si ugotovil, da nima vonja, po barvi pa je prozorna, torej nima barve. Prejšnji teden ste s pomočjo poskusov tekočo vodo spreminjali v trdo vodo ali pa v vodo, ki je bila v plinastem stanju. Bi se danes še malo igral raziskovalca? Si pripravljen? Danes boš s pomočjo poskusov ugotavljal, kaj na vodi plava in kaj v vodi potone. Današnji poskus boš opravljal kar v kuhinji ali v kopalnici pri umivalniku. Umivalnik zamaši, odtok umivalnika zamaši tako, da voda ne bo mogla odtekati. Umivalnik nekje do polovice napolni z vodo. Nato poišči v stanovanju in v peresnici različne predmete iz različnih snovi. Poišči kakšen predmet iz kovine, iz lesa, stekla, papirja. Tule sem ti pripravila nekaj predlogov, ki jih lahko uporabiš. Te predmete potem nalahko polaži na vodno gladino. Opazuj, kateri od predmetov bodo na vodi plavali, in opazuj, kateri predmeti bodo v vodi potonili. Ali lahko to povežeš tudi s tem, iz katerega materiala je posamezen predmet? Razmisli in opazuj. Svoja opažanja, boš potem zapisal oziroma narisal v zvezek sonček. V zvezek sonček najprej napiši naslov voda in njene lastnosti. Pod naslov zapiši lastnosti vode, ki si jih opazil. Lahko si pomagaš z mojim zapisom. Potem pa zapiši, kaj plava in kaj potone. Naredi 2 stolpca. S poskušanjem opazuj torej, kaj bo na vodi plavalo in kaj bo v vodi potonilo, potem pa z besedami ali pa z risbico zapiši in nariši ta predmet v pravilen stolpec. Po zaključku poskusa ne pozabi kopalnice oziroma umivalnika za seboj pospraviti. Obriši tudi stvari, ki si jih uporabljal, in jih pospravi na svoje mesto. Današnja ura opazovanja vode se je zaključila. Nikakor pa se tvoja naloga v povezavi z vodo ni. Brez vode ni življenja. Na začetku današnje ure si lahko videl, v kakšne namene jo ljudje uporabljamo. Voda na Zemlji nam je dana v brezplačno rabo s strani narave. Prav je, da mi z njo skrbno ravnamo
in jo varčno uporabljamo in jo le kar se da čisto vračamo materi naravi.